GZS, Zbornica za poslovanje z nepremičninami, je pripravila že svoj 26. tradicionalni posvet poslovanja z nepremičninami, ki se je odvijal 26. in 27. novembra 2015 v Portorožu. Na dogodku so udeleženci prvi dan razpravljali o resoluciji o nacionalnem stanovanjskem programu, prisluhnili primerom dobrih praks pri ukrepih za doseganje izpolnitve zavez glede učinkovite rabe energije in aktualnemu dogajanju na področju izboljšave predpisov. Drugi dan je bil namenjen obravnavi ocenjevanja in upravljanja z nepremičninami, zagotavljanja oskrbe stanovanji ter seznanitvi s priložnostmi in nevarnostmi, ki se pojavljajo ob posredovanju oziroma prometu z nepremičninami. Na okrogli mizi ste predstavili načrte Ekosklada. V čem bodo vaši načrti za leto 2016 drugačni od dosedanjih aktivnosti in kaj bo sprejeta dolgoročna strategija spodbujanja energetske prenove stavb pomenila za vaše prihodnje aktivnosti? Predvsem se bomo trudili zagotoviti to, da bodo javni pozivi za subvencioniranje energetske prenove eno, dvo in pa tudi več stanovanjskih stavb kontinuirani, da bodo objavljeni čim prej po novem letu in da bo sredstvo dovolj, da se ne bojo zapirali že sred poletja ali pa jeseni, ampak da bojo zdržali vsaj do naslednjega novega leta. Kar se tiče količine sredstev, nam nedavno sprejeta strategija, ki je sprejela vlada za dolgoročno prenovo stavbnega fonda, zagotavlja določen obseg sredstev v nivoju okrog 30 milijonov letno za energetsko sanacijo stavb, tako da bomo po trenutnih ocenah kaže, da je to dovolj sredstev, da bi pač te javni pozivi bili stalno odprti. V vaši predstavitvi smo lahko slišali, da bodo do vaših spodbud od bodoče upravičeni tudi javni lastniki stanovanj. Kako pa bo to vplivalo na doseganje boljših rezultatov energetske sanacije v prihodnje? Kot vemo, je treba za energetsko sanacijo doseči določeno soglasje etažnih lastnikov, odvisno za katere stvari, za nekatere 100%, za drugo pa 75%. In seveda mešano lastništvo stanovanj, kakršno je v Republiki Sloveniji, in dejstvo, da niso do zdaj vsi lastniki bili upravičeni do subvencije, je oteževalo ta pač sprejeto soglasje z predpisanim deležem. Dejansko z energetskega vidika ni razloga, da vsi lastniki ne bi bili upravičeni in ker sredstva to dopuščajo, bojo odslej upravičeni vsi lastniki. Namen je namreč izvesti sanacijo in več, ko je lastnikov s tem soglaša, lažje se dogovorijo. Kako ocenjujete kratkoročna pričakovanja na slovenskem nepremičninskem trgu? Poglejte, glede slovenskega nepremičninskega trga sem trenutno relativen optimist. Trendi rasti v Evropi v bistvu trajajo že nekako od leta 2014. Mi nekako vedno tukaj malo zamujamo, tako da tudi pri nas v bistvu smo imeli v drugem četrtletju prvo pozitivno četrtletje rasti cen, takrat so se cene porasle za 3,6%. Tudi dinamika transakcij v bistvu je precej višja od leta 2014 naprej, je v bistvu trenutno na nekje nivojih najboljšega obdobja leta 2007, tako da to dejansko kaže, da so v bistvu trg nepremičnin nekako čisti, tako da tudi pri cenah je pričakovati, da bodo v bistvu pritisk na višanje cen. Na to vpliva v bistvu tudi relativno nizke obrestne mere. Recimo od leta 2013, ko so bile visoko, ko so znašle 3,3% za nove stanovanjska posojila, so se trenutno znižala na 2,3%. Na drugi strani so naše gospodinjstva zelo nizko zadolžena. Glavni problem je, zakaj nimamo pa večjega porasta cen nepremičnin kot recimo v drugih evropskih državah, je pa to, da v bistvu trg dela, ki se v Sloveniji okrepil, nima iste strukture delovnih mest, kot je imel pred krizo. Z drugimi besedami, imamo 80 tisoč manj zaposlenih še vedno kot pred krizo, ampak 12 tisoč več samostojnih podjetnikov. Problematično je pa to, da v bistvu te novi zaposleni so v teh negotovih oblikah zaposlitve in to so tisti, v bistvu, ki bi tudi želeli urediti svoj prvi stanovanjski problem, vendar praktično niso dovolj kreditno sposobni, da bi potem banke suportirale. Tako da zaradi tega izključujem močnejši porast cen nepremičnin, vseeno pa ocenjujem, da bi lahko v naslednjih parih letih na podlagi nizkih obrestnih mer nekoliko še porasle. Na omizju ste se pogovarjali o ravnokar sprejeti resoluciji o nacionalnem stanovanjskem programu. Vloga Stanovanjskega sklada Republike Slovenije v okviru njenega izvajanja je kar pomembna. Kako vidite vlogo sklada pri oblikovanju in izvajanju stanovanjske politike v državi? Kar se tiče nacionalnega stanovanjskega programa in pa
nalog, ki izhajajo iz njega, vezane na Republiški stanovanjski sklad, lahko zatrdim, da je večina teh nalog za nas nekako razumljivih in tudi izvedljivih. Seveda bomo pilotne projekte, ki se nanašajo na to našo vlogo, poskušali čim hitreje pripraviti in izvesti z namenom, da ugotovimo, ali obstajajo dejanske potrebe po teh nalogah in pa na kakšen način bi jih lahko najbolj učinkovito izvedli. To je vezano predvsem shema za mlade, shema za starejše in pa ostale dejavnosti. Kar se tiče pa povečanja fonda javnih najemnih stanovanj, pa seveda mi že intenzivno delujemo v to smer. Stanovanjski sklad nekako zaključuje projekte gradnje za trg in pa se preusmerja v gradnjo najemnih stanovanj, ki bodo cenovno bolj ugodna. Se pravi, predvsem tudi tako z vidika gradnje, kot tudi uporabe in vzdrževanja. Koliko pa lahko k doseganju ciljev nacionalnega stanovanjskega programa prispeva GZS, Zbornica za poslovanje z nepremičninami? Osebno vidim zbornico oziroma predvsem nepremičninsko stroko kot pomembnega udeleženca v izvajanju nacionalnega stanovanjskega programa. Predvsem z njihovega vidika gre tle za bolj tržne vidike, ki jih je treba dolgoročno vsekakor upoštevati. In če lahko Republiški stanovanjski sklad v prvi fazi nekako premakne tok dogajanja v smeri večjega fonda javnih najemnih stanovanj, predpostavljam oziroma si želim, da se bo v naslednjih letih v to grad oziroma v zagotavljanje teh stanovanj, da se bodo vključili tako nepremičninski skladi, pokojninski skladi, kot seveda tudi privatni kapital širše. Slišali smo, da so udeleženci posveta pretežno zadovoljni s sprejeto resolucijo o nacionalnem stanovanjskem programu. Pričakujejo pa, da boste cilje, ki jih predvideva, začeli uresničevati čim prej. Kako lahko odgovorite na ta pričakovanja? Na Ministrstvu za okolje in prostor že aktivno sodelujemo na projektih in sicer delamo 3 pilotne projekte. Pilotni projekt za mlade, pilotni projekt za starejše in pilotni projekt za deložirane skupine. Nacionalni stanovanjski program predvideva ustanovitev sveta za stanovanjsko politiko na nivoju vlade. Torej, prvi korak k temu bo ustanovitev tega sveta in očitek na posvetu je tudi bil, da bo potrebno sodelovanje vseh ministrstev. Prav s tem bomo dosegli to. Potem pa bo potrebno po akcijskem načrtu vključiti vse akterje, udeležence in začeti aktivno z aktivnostmi, ki so opredeljene v akcijskem načrtu. Pred kratkim ste v javno obravnavo predložili predlog sprememb stanovanjskega zakona, s katerim pa javnost ni bila najbolj zadovoljna. Kako jim odgovarjate? Boste predlog morda umaknili? Predlog spremembe in dopolnitve stanovanjskega zakona je bil v programu dela vlade za letošnje leto in sicer smo se želeli osredotočiti na upravljanje in na inšpekcijske določbe. Tu je bilo v javnosti največ težav. Mislim, da zakona ne bomo umaknili, bomo pa verjetno podaljšali javno obravnavo. So to vrstna srečanja strokovne javnosti za vas pomoč pri oblikovanju ustreznih zakonskih rešitev? Seveda, v pripravi resolucije smo vključili vso strokovno javnost. Imeli smo javne obravnave, imeli smo 5 posvetov na to temo in ravno to sodelovanje nam je omogočilo tako kratko razpravo v parlamentu na koncu. Letošnji posvet se je začel s kar odmevnima temama energetsko sanacijo in nacionalnim stanovanjskim programom. Kako ste zadovoljni z odzivom strokovne javnosti? Predvsem lahko rečem, da je na tem delu v povezavi z energetsko sanacijo smo imeli kompetentne sogovornike in tudi mislim, da so nekatere informacije, ki so bile tukaj posredovane in tudi vsebina, ki je
potrebna za to, da bomo lahko v tem delu verjetno naredili neko bolj učinkovite korake, bila tista, ki je bila prava. Kaj pa odziv resornih ministrstev? Tukaj v tem delu mislim, da je še kar nekaj rezerve za to, da bi se dale stvari izboljšati na njihovi strani, vendar vidim tukaj mogoče večji problem v tem, da se na strani vsakokratnih teh oblasti, ki menjajo, bom rekel, skozi volitve te položaje, ne najde pravega posluha za ta del, niti znotraj same državne administracije verjetno ni natančnih navodil, kako v tem primeru postopati in kako zastopati, bom rekel, ta usmeritve, ki jih ima verjetno država na tem področju. Se vam zdi, da bi morale odgovorne osebe bolj prisluhniti stroki, ki se srečuje na takih srečanjih, kot je današnje? Prav gotovo, tudi na deklarativni ravni nekako dobivamo zagotovila bom rekel, na širši ravni. Mi v gospodarstvu, da smo tisti, ki bomo neposredno vključeni kot stroka v različne predloge, tudi na tem našem nepremičninskem področju, vendar nažalost lahko ugotavljamo, da je to v tem trenutku še preveč omejeno. Ne moramo reči, da tega ni, ampak v nekaterih primerih pa dejansko smo izključeni iz tega, bom rekel, pripravljanja že v fazi, preden gredo stvari v neko javno razpravo in vključevanja nas kot stroke v pripravo sprememb.